Dragi naši, vemo, da ste komaj čakali, da se vrnete z nami v našo slačilnico, kdo ne bi. In danes je tukaj kot na Ljudskem vrtu, sami tipi na kup. Slačilnica. Večerov podcast, v katerem Denis Bende Živčec odkriva neodkrito na slovenski družabni sceni. Fantje iz skupine Boom so z nami, Luka, Mateuš, Patrik, pozdravljeni. Lep pozdrav. Zdaj, jaz sem se hotel malo bolj boy-bandiš obleči, malo bolj havajsko, ampak vas je pa tema zajela, kaj se dogaja. Ja, band smo, ne? Zdaj smo band, ne? Nismo boj, ne. Nekako, ne vem, vremenu primerno smo se oblekli. Tako, nekako, najlažje je, da smo nekako usklajeni. Ker drugače zmer neki, veš, neki sekaven, ne. Kosmati postajate, vidim se zelo. Bi rekel Harry Styles, I'm not in a boy band anymore, I'm in a man band. Ne. I'm in a man band, ne. Cvetiče ni na mate, ne, pravzaprav. Ja, veš, to rabiš med, pa ti takoj neki rata. Upamo, da res bo zdaj tako. En je razlike, pa fašeš mene, vidiš, na mesta Helsinkov, ne. Vem, da obstaja tema, ki je malce zdaj mogoče že malce ponkufer, ne, ampak jaz sem fan Eurovizije, zdaj jaz pač ne morem ignorirati. Mogoče bi pa najprej za začetek pokomentirali čisto vse skladbe letošnje EME. Čisto vse. Fajan. Ja, v bistvu. About that, luškan komadek, no malo. Smo že končali, ne? Ja, v bistvu, ja. Je pa Slovenija pravzaprav, moče se še k Veroniki vrnemo, je pa Slovenija pravzaprav, kljub temu, da EME ni bilo, dobila eno tako skoraj, da eno San Marinsko eksklavo, eno kolonijo. Čestitke za 5. mesto v San Marino. Hvala lepa. To je bilo kar zanimivo, ja. Ja, kakšno potovanje je bilo to? Mislim, da v življenju vas ne bi dali v San Marino, kogarkoli ne bi dali v San Marino. Ja, ne bi se, kdo se je to spomnil, ne? Naš menedžer. Povejte. Kar poje, Patrik, nisi nič povedal. Ja, mi smo se prijavili na EMO, kot verjamem, da zelo veliko artistov v Sloveniji, kot marsikdo. Ampak potem, pač, ko je prišlo do tega, da je bil interni izbor, je menedžer lepo naskrito prišel za hrbtom in rekel, malo bom pogledal, kakšne so možnosti, pa je videl, da v San Marinu je še 2 dni do preteka roka, nas prijavil in smo prišli skozi in potem ne povedal, fantje, samo začnite pakirati, gremo. V San Marino gremo, upam, da ste redi. Tako da smo šli, akcija, casting, prvo potovanje, smo rekli, ok, dobro, če pridemo v polfinale, nam bo fajn. Smo prišli v polfinale, dobro, gremo še enkrat dol. Gremo še enkrat dol uživati, pa gremo spet, smo rekli, kakšen finale, dej nehaj, kaj smo mi, kdo bo prišel v finale. Pridemo v finale, smo rekli, ok, zdaj pa treba mogoče resno začeti razmišljati. Zdaj bi bilo pa fajn tudi komad narediti, pač do konca, da ne gremo s demotom tam. A kdo od vas na zemlji videl iskal, kje pravzaprav San Marino sploh se nahaja? Ne, mislim, mi, ki spremljamo fuzbal, tako vemo, da je tam tisti stadion kasirajo gole, ne? San Marino, tako da nam je bilo znano že odprej, kje to je, seveda, ampak ja. Kje približno je, no, nismo pa sigurno, jaz nisem točno vedel, no, tudi jaz mogoče malo drugače, ker nisem Primorc, ne, pa je mogoče nisem tukaj bliže mej, pa recimo nisem vedel, kako je to daleč, pa to nisem si znal čisto predstavljati, to pol smo pogledali, pa tudi bliz Riminija je, mi smo v Riminiju spali v Italiji, ne, pa 20 minut je to res en lep hrib, sploh zvečer, ker so lučke, vse, cel hrib je v lučkah in tako gor je grad, ful lepo mesto, država, ne, pač, San Marino je, mesto, mislim, da enih 60 kvadratnih kilometrov velik, kar je tako ena malo večja garsonjera, ne? Ja, mislim, da je 34,000 ljudi, mislim, da je prebivalcev. Ampak na razpis njihov predeurovizijski pa se je prijavilo, mislim, da okrog 800 izvajalcev, kar je pa kar huge. A se vam zdi, da se oni iskanja svojih eurovizijskih predstavnikov niso zelo uspešni, moram podariti na Euroviziji, ampak se lotevajo boljše kot mi na višjem nivoju, doživeli ste zdaj to zelo odblizu, ne? Kaj, celotna produkcija in to? Ja. Je, ker je v bistvu italijanski, se pravi Raj organizira celotno televizijo in od ekipe do sounda, ne, pač do toncev, do vsega, pač vseh ljudi, lučkarjev, celotna organizacija v bistvu italijanska, od Raja, ne. Tako da je na zelo velikem nivoju. Eno mojo zelo ljubo zvezdnico ste verjetno spoznali, Loredano Verte. Spoznali nismo. Spoznali niste. Bila pa bila na San Remu, ne? Ja, smo stali na istem odru.
Recimo, da je zrak bil to je najbližje, kar smo prišli k temu, da smo povohali isti zrak od on. Ko je bila ko se tam pri maskerkah, ne, ki je prišel za par minut frizurca, sam si videl ful ljudi tam okoli, pa kaj zginila, ne. Ona je bila pač res posebej, ne. Taka zvezda je to tam v Italiji, da. Ja, posebni vhod na oder, nismo videli backstage, po moje svoj, vse. Resna zvezda, ne? Ste imeli kak pomislek, ne nazadnje, če bi vam uspelo, pa skoraj vam je, bi morali tekmovati proti Sloveniji, ne? To je pa zelo občutljiva točka. To bi bilo, ja, mislim, da bi bili kar odpisani v nas. Ne, to bi bilo sigurno, spet, sigurno bi bilo to wow, ne, ampak se prav, mi smo šli od začetka že zelo z nevelikimi pričakovanji, ne, tako da že vse to je bilo nam wow. Če bi nam pa res ratali, bi bilo pa to spet wow. Za nas, da smo sploh kam prišli, za drugo državo, za Slovenijo, brez bi bila taka neka pravljica. Pa tu slovenska, konc koncev, 2 slovenska izvajalca na Eurosongu, kdaj lahko, to je bilo res, po mojem, bilo pozitivno sprejeto. Ja, smo že imeli, ne, Ben Dolaj, nekako se že piše, je skoraj Nemčijo zastopal, ne, Ben Dolič, ja. Mimo glede, kaj s temi pikčastimi hlačami, tako vidim, da so razdelile mnenja na forumih. Ja, ene iritirajo, eni so všeč. Ja, mi smo tam dobili toliko pohval, da se sploh ne... So bila prava izbira. Sigurno so bile. Ne, v bistvu niso bile pikčaste, daleč izgledalo, da so pikčaste, ampak bili so taki res zlati vzorčki, kot neke take... Sploh ne bi znal pisati. Ja. Vzorčki so taki, zelo luštne. Zgledalo pa nadalje, kot da so pikčaste. Nadalje je pa res zgledal pikčast, ja. Najlepše je bilo, da ena izmed tekmovalk Dana Gillespie, taka starejša gospa je samo prišla mimo, je prišla do Matevža, da se odmakne iz poti, pogleda in rekla I like your trousers. I like your trousers. I like your trousers. Pohvale so bile. Zelo velike. Ker smo mislili, da ne bomo več Italija, bi rekel, pač ne bomo izstopali neki, ne bomo zdaj ne vem kaj. In tako so vsi zrisani v piko, ne? V hančki, vsi. Kompliment I like your trousers bi najbolj tudi na Euroviziji veliko krat slišali. Ja, verjetno res. Ni ravno Can you give it to me? Trousers. Dosti je bilo res. Pohvalno. Ja. Ni ravno skrivnost, da imate en zelo žlahten eurovizijski pedigrej v družini. Matevž, tvoja mama je seveda še zmeraj lastnica ene od 2 najboljših uvrstitev slovenskih delitev, si jo Darjo Švajger. Pa po mojem ni bila prav tiho, no? Kako je kaj pokomentirala vse skupaj, dala kak nasvet? Pa se pravim, Aleks, ko nas je prijavil, veš, je bilo to nam zelo... na hitrco, ne, tako da jaz, na primer, takrat se sploh nisva slišala, jaz tudi nisem veliko doma, se vidimo pač parkrat na mesec, ne, tako da se bolj po špilih, pa na kakih dogodkih srečamo, tako da v bistvu, neč, ona je že takrat, ko sem mi povedal za to audicijo, rekla, zanimivo, da ste se to odločili, zanimivo, polfinale, top, lepo, da ste prišli pol finale, wow, ok, to je pa zdaj že nekaj, zdaj pa ste ready, pa pol je pa že veš. Imate obleke, imate trening, ste zrihtani, ste zihar, da ste ready, ne. Ampak nisem kaj velik, se nisem nikoli doma neki velik ful po nekem nasvete hodil. Hlače so jih bile všeč? Hlače so jih bile všeč, mislim, da ja. Ful so vsi pohvalili stil, kdo je vaš stil, imamo ga v bendu. Tako da to je tudi fajn, ne. Kličite 040. Ne, res. Glase že zaradi tega, jaz po mojem že, je kar, Tudi s tem je dela, ja. Je dela ogromno, tako da me čakam, da bo šansa, da bomo lahko imeli nekoga za to. Ja, res je. Do takrat je pa tudi to v redu, ne. Vse se fajn oblačiti, ne. Ja, ne, seveda, se pravim. Zdaj pa imamo tudi tega San Marina dovolj. Vaša glasbena zgodba je širša od San Marina in daljša od vse je večje in daljše od San Marina. V bistvu gre za eno zelo posebno pot, ki je štartala, mislim, ni ravno enostavna, ne. Štartali ste skozi, ne vem, talent šove, bili na audicije, bili zavrnjeni. To je kar malo neprijetno. A ste na kakšni točki imeli že mogoče tega nenehnega dokazovanja že dovolj? Sigurno smo imeli obdobja takšna in drugačna, no. Slaba. Če bi sem Patrik, siguren, doma. Če želi kdo govoriti, no, jaz tako zaštartam pa leto, veš, bla. Ne, zdaj zajca, tako si čustven. Bravo, ja. Veliko smo jokali. Tolažili zajček, ja, lepo, da je vsaj neki barvastga na men. Ne, mi smo imeli siguren
Mi smo zaštartali že prej kot 4, ko smo tudi 2 pesmi izdali, tu šli na Emo Fresh in tako takrat že 18-19 leta, ne. Pred korono, pred koronskem času. Še ne kužne. Ja, ne, tako nekako, ja. Mi smo takrat, v bistvu smo tako, kot zdaj, delamo pač, ker imamo radi glasbo in ker radi ustvarjamo in delamo pač svojo muziko, ne, in to je najbolj važno. Takrat smo zaštartali, ja, pol je bila pa tale korona in ni bilo špilov, ni bilo itak life-a sploh, ne, normalnega in takrat smo se pol nekako odločili, ja, da bi šli na talente, da tam se probamo pač, da je to ne vem, da nas čim več ljudi vidi, ne. In ja, pol ta izkušnja je bila kar mal tako, je bila kar težka, no. Pa tudi tako je malo, veš, kad te okoli kamer pa hvalijo, pa te ful spodbuja, pa bam te udarijo na kameri pred, ne vem, 200-300 ljudi, ki to gleda ali pa še več, ne. In je pač malo tako, je bilo, no, jaz sem imel kar obdobje, takrat bi kar malo nehal, no. Mislim, mi kar ni več bilo, no, pa tudi vse sem imel od nekdaj že, vse, kar sem naredil, tudi če sem sam kaj naredil, je bilo zmer vse mama, veš, ne, ja, se ona zrihtala, se ona tretje, veš, in to sem pač imel že malo dovolj, no, čez čas. In pol s tem je bilo to še ekstra, ampak smo prišli do neke točke, ki nas več sploh ne gane, no. Se mi zdi, da smo že tega pregurali, da nam je vse, kaj si mislijo ljudje, mi moramo pač sebe poslušati. Iskreno, ker smo javno v slažilnici, Matevž, a si pričakoval, da vam bo ali ti bo s tem priimkom mogoče malo lažje? Ne, jaz sem zmer, meni se zdi, da je bilo zmer mi teže. Ne vem zakaj, tak sem imel občutek, da je bilo zmer teže, drugi so pa vsi v bistvu rekli, da je ful lažje. Ampak kaj pa vejo, ne. Že v šoli pa vse, no, to je. Tudi mama je taka bila, veš, da ni ona je učiteljicam že na vseh razgovorih povedala, da ne bi slučajnke gledali čez prste, veš. Tako da nisem imel jaz dobenega pedigreja, znal sem se tudi skregati. Kaj malo kruta mati, ne? Ja, ampak lej, sem vesel, da je bilo tako, no, da sta bila doma šarf, da sta udarila po mizi, ko je bilo treba, ker drugač bi bil sam, ja, en od teh razvajenčkov, ki tudi jih je velik v teh cajtih, ne. Tako da sem kar vesel, da sta me takole vzgojila, kaj sta, no. Slut je mene rahel mazohizem o vas, zato, ker ko ste prišli na sceno, ste se spromovirali kot boy band, ne? Ja, v bistvu smo na talentih tako, ne. Ultimativna boksarska vreča. Ja, to je nekako bilo kar nam dodeljeno, ne, brez neke naše, bom rekel, nimaš kaj, pač sej, hočeš, nočeš, tako se je zgodilo. Vedno smo se nekako hoteli pač enostavno kot band predstavljati, pa ne da bi imeli kaj proti temu, pač enostavno, mislim, nikoli nismo šli toliko za tem, ne, da bi se na ta način promovirali, se pravi. Drugi so nas nekako, bom rekel, tako označili, ampak smo pač band. Tako da imamo tudi live, kar se tiče live performance, so fanti še 5 fantov zraven dodatno, ne. Tako da celotna zasedba live muzika. Pa pridemo, ker se dogajajo velike stvari. Premiki, tektonski. Zanima pa se, kaj je najbolj butasta stvar, ki ste jo o sebi prebrali na spletu. Mojem je kar široki zbor, ne. Ko krčeš, kot je prej že govoril Matevž, je kar dosti negative bilo. Patrik, boš ti povedal, če se kaj spomniš. Ti si ima več komentarjev, gledaj. Jaz obožujem Jaz enega dva preberem in bi nehal petu. Jaz sem mazohist tukaj. Jaz sem tisti, ki prebere hate komentarje in rečem, no to pa je originalno. To pa mi je všeč. Če boš že hejtaj na tak način. Bom mogoče vzel pa dal v kakšno svoje besedilo. Hvala lepa. Predlagam, da mu daš zajca, ker deluje vznemirjeno. Vznemirjen, da je zajca primi. Breathe, man, just breathe. Obožujem hate komentarje. Bodi moče, ja, odlično. Velike reči smo omenili, ne? Torej, koliko slišim, se bojda obeta in album in širite se v grozne dimenzije, sicer dobivate band, zdaj mi pa povejte, prosim, vse o tem. Ja, no kaj, no, glavno, ja, kot si povedal, album pride aprila, tako da je zelo pač bendovska zadeva, kot si povedal, ja, imamo še 5 fantov dodatno, ki tvorijo pač celoten band in je to, ja, kar veliko, no, bi rekel, 8 komadov. Nekdaj smo si tudi želeli imeti band, ne, veš, da to res zazveni v živo, da lahko nastopaš na večjih odrih tudi, da je to res tako, no, 2 kitarista imamo, bobnarja Matica Kovačiča, ki je bil bivši bobnar od Joker Outov, ne.
Kitarista sta Tilen Jan pa Rok Schenk, tudi že kar poznana kitarista. In pa brata Žaubi na synthesizerju in na sintih in na klavirju in na bas kitari, ne, Jernej in Marko. Pričakujem od vas en zvok, ki bo hkrati malce 90s, pa zelo svež hkrati. Ne znam razložiti, ampak sem zelo daleč od tega. Patrik, kar daleč. Jaz sem se strinjal. Je zdrav pop, je pa pop, ki ima malo sharpness, lahko temu rečemo, je malo bolj sharp. Lahko pa rečemo, da je to nek zdrav pop rock, dajmo reči. No. Celoten album ima nekakšno idejno strukturo, da ima tega pop rocka, pa tudi potem, kar se tekstov tiče, in tako smo se veliko bolj poglobili v samo pisanje tekstov, tako da je tudi neke globine v tekstih in tudi v samih aranžmajih, tako da sej kmalu pride, no? ne bo treba dolgo čakati. Kakšne zgodbe raziskujete? Lahko malo namignemo Coldplayovski, tako malo Coldplayovski. Mogoče je, inspiracija je, tako definitivno. Coldplay so definitivno inspiracija. Je pa res, da, ko si omenil tako Dance Like This, je mogoče malo bolj throwback, 80s, 90s, Ampak je Coldplayovski pop-rock, ne? Ne vem, če bi povedal, Dance Like This je imel par različnih inspirativnih točk in Coldplay so tudi bili jedni izmed teh, Higher Power pa tako malo tega novejšega Coldplay popa, smo pa tudi začeli malo uporabljati. Ne vem, za ta album smo se kar opirali na kakšne take 2010 zadeve, tako malo Imagine Dragons 2010, malo U2, malo Kian, pa tako. Pač veliko muzike poslušamo in jo poznamo in nam je všeč in to je vse v bistvu inspiracija, ki ti da pol neko idejo. Zdaj, ker ste tudi avtori svojih lastnih besedil, me zanima, katere sfere vse raziskujete, nikam vas je popeljalo, kako globoko boste šli. Ja. Mislim, jaz bi kar Patrik tlele, ker vem, da je zgodovinar, pa anglist, pa to pa... Ja, ampak ni toliko zgodovinar. Ni toliko. Torej, ne, ogromno ljudi pričakuje, da bo ogromno takih ljubezenskih pesmi, jih ne bo. Mislim, da imamo vse skupaj mogoče 2 ljubezenski pesmi na celotnem albumu, zato ker vse ostalo smo močno nekako uperili, pač pogledali smo vase in nekako raziskovali samo identiteto, raziskovali, kako se človek počuti v lastni koži, o prijateljstvu, govorili smo tudi o... Težko rečem še karkoli drugega, brez da bi preveč izdajal, tako da kar lahko rečem je, da album je metafizično popotovanje po iskanju samoidentitete. In to mislim, da je nekako... Zaradi tega lahko tudi rečemo, da se album kliče Odiseja. Da je vse skupaj eno veliko popotovanje. Odlično. Naslov albuma Odiseja, tako. Wow, Odiseja. Obetavno. Smo imeli tudi, ki je prej Mateuš... Ambiciozno. Ja, ki je Mateuš omenil, Patrik je zgodovinar, ne, mislim, imamo radi vsi nekako te zgodovino, tako nasploh, ne, Roman Empire, Gršk, stara Grčija in tako dalje, tako da je bilo to mogoče kakšnih inspiracij, mogoče, kar se tiče tako zgodbeno, kako bi zgodbe kakšne današnje v naše življenje uporabili, ne, nekako. Naslednji singel je že izbran? Je izbran. Načeloma, ja, imamo zbrano, ja. Je zbran in pride ven konc marca. Konc marca. Tega meseca. Zdaj pa, ker počasi finiširamo, ne? Smo še zmeraj v slačilnici. Vam daj možnost, da tukaj pustite kakšno svojo slabo navado, ki bi se radi otresli. Obstaja kakšna taka? Ja, obstaja, sigurno. Sigurno. Koliko češ, ja. Scrollanje pred spanjem. To je ena sigurno. Prej hoditi spat, da se lahko zbudim ob normalnih urah, pa da lahko živim. To je definitivno. Če se bi ti rado odvadil. Vse njegove slabe navade so mu všeč. Všeč so mu njegove slabe navade. Vse slabe navade so mi the best. Mogoče na trenutke, kdaj mi bom rekel, niha razpoloženje na trenutke, ampak tako, da mogoče kdaj sem preveč len, pridejo momenti, ne, mogoče da bi to... Ampak ni toliko... Lahko to, ne? Ja, ampak se nikoli pa tako ne bi v bistvu... Si pa ne dovolim, da bi to oviralo
karkoli, kar se tiče skupine, ne. Tako, ampak nasploh v življenju. A si greste kdaj na živce med sabo? Seveda. Dosti časa preživeli. Tudi, ja. Jaz mislim, da ja. Si gremo, Smo imeli tudi eno obdobje, kjer smo si več hodili na živce. Ja. Ampak mislim, album je ful pripomogel k temu, da so se tako odnosi tudi nekako smo začeli brcati v enako smer. Ne. Je sigurno vsak imel svoje ideje za kakšno stvar in to, pa smo si tudi kdaj hodili bolj na živce kot kakšen drug dan, ne. Ampak album pa je tako nekako nas povezal in je tudi ful prišel prav za San Marino in vse, da smo to energijo nekako še povečali ta output naše energije, tako da je, še vedno si pa gremo na živce. Nas sprašuje to, da smo res dobri frendi in Dajmo zajca. nas sprašuje res to, da smo dobri frendi in da se štekam med sabo, ne bi dovolili nikoli, da bi se neke zamere zaradi nekih neumnosti, če lahko rečem, ne vsi verjamemo to zgodbo napolno. Jaz sem zdaj za konec pretvarjal, da sem novinar revije Bravo iz 90-ih in bom zdaj seveda vprašal v imenu oboževalkja, ali ste v kakršnikoli vezah s komerkoli, ne mislim nujno med sabo, mislim, ampak Nismo nobeni, vsi samski. Tako. kot se je spodobili, ne? Tako da, ja, bomo na koncertu kaj več pokazali. Kaj? Excuse me? Da si kaj povedal? Kaderat. Bomo videli, zanimivo bo, pridite na koncert, ko bo. Ključna in zadnje vprašanje slačilnice je, s kom si niti slučajno ne bi želeli pristati v slačilnici v življenju? S kom si ne bi želel pristati v slačilnici? Kaj pa vem, Zdaj pa nisi vratil. Zanima dve. Mislim, Too late for that, man. too late for that. Oh no. Too late. Po mojem... Ti. Ne, ste videli že vse, tako rekoč. Nimamo nobenega... Vsega smo že hodga videli. Tako da... Nimamo v bistvu... Res kako, da bi rekel res nekoga, Ne bom tega rekel, ker sem... Dokler nekdo ne bi... Kaj, da pač nam bi bilo mogoče neprijetno, to je to, po mojem. Tako, zelo široko okvir, super. Pač tako, valjda, zelo politično, nismo kaj občutljivi, da bomo ne vem kaj. Nočemo tle zdaj. Dragi Bum, najlepša hvala za obisk, hvala, ker ste se slekli skupaj z mano v slačilnici. Hvala tebi. In srečno novemu albumu, bendu in vsemu. Vam pa hvala, da ste nam delali družbo in vse veste, kar se zgodi v slačilnici, ne ostane v slačilnici. Pa berite večer.